Zame je pač teater in samo tam funkcionira, ne glede na to, na katerem nivoju se odvija. Če pa malo pomislim na moje sodelavce, ne, je pa v bistvu tako, da pogruntam, da saj paše, ne, če prideš na nek festival, kjer je zbranih 7 predstav iz cele Slovenije. Se mi zdi, da jim paše, ne, človekrat sliši, da je med najboljšimi, ne. S tem, da z tega nobene fame ne delamo nikoli in pač probamo se obnašati, kot bi življenje teklo normalno dalje. Imate v prvi vrsti rezervirane sedeže. Nocoj smo krasno jedli, ker stanujemo v okolici Londona in ker se pišemo Smith. Ja, premiera je za nos, zato ker smo delali alternacijo služkinje, prej smo imeli ene 5 predstav, ampak sicer z drugo služkinjo. Ona je zdaj nekam šla, zdaj pa Tanja vskočila in v bistvu je nekaj vrste premiera bila to. Ker je zmer drugače, vsakič je drugač, sploh če tvoja druga oseba pride. Drugače pa mi uživamo, predvsem samo uživamo in to je tudi point. Že ves dan nisva nič jedla. Ni prav, da ste šli iz hiše. Če ste mi sami dovolili. Pa ne nalašč! Ponovadi zbiramo pač tekste, malo bolj resne tekste, ta je mogoče še najbolj za nasmejati se, ampak drugače pa težko najdemo publiko za pač našo, za naš okus, ampak pomembno je, da mi uživamo. Zgleda, da zanimira publiko in jim je to zabavno, čeprav gre za antidramo Evgena Ionesca. In tle se mi zdi ta neke vrste fenomen. Antidrama pa vendarle učinkuje na različnih področjih najbrž. To je pesmica, ki se imenuje Ogenj in jo bom povedala na čast poveljnika. Ogenj. Svetlikajo se štori po gozdovih in amen se je vnel. Grad gori, gozd gori, možje gori, voda gori, nebo gori, pepel gori, dim gori, nebo gori, ogenj gori, vse gori, 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 gori. Odmetavaš mizansceno, scenografijo, ničesar ne sme biti, ker je to antidrama. Ionesco je med drugim celo imel sovražno stališče do gledališča. Potem se znajdeš v neki zanki, ki rečeš, jezik je pa stvar, na katero se lahko naslonimo. In potem naj ta jezik bo izpiljen in naj bo lep slovenski jezik. In praviloma se držimo knjižne slovenščine, razen ko gre za izstop iz vloge. V prvem delu gremo na pogovorni jezik, pa v tem finalu samem spet vzdržujemo knjižno slovenščino. Kako je to zanimivo! Mogoče pa je to ista punčka, draga gospa! Kako je to čudno in kako je to čisto mogoče. To se pravi, in mislim, da ni nobenega dvoma več. Mi dva sva se že videla in vi ste moja lastna žena. Mi se z denarjem ne ukvarjamo kaj dosti, tako da mi se imamo fajn in pač ustvarjamo po svojih pogledih, možnostih, po izobrazbi, po intelektu, karkoli. Ne zato, ker bi se imeli fajn, ampak zato, da dobimo občutek, da nekaj smo na tej zemlji. Pojde! Pojde! Ja! Pojde! Mene je pač zrevoltiral, zato rečemo temu režiserska poteza, ali kakorkoli režijska poteza, prevod Joža Javorška, ker je pisal pojte sem, pojte tja. Recimo Štajerci bi tako rekli pojte tja, pojte sem. Skratka, pojdite tja, pojdite sem in sem jaz rekel pojte. Je pa
prepevanje. Ne? In smo v bistvu zato nekako zaključili in zanimira publiko, ja, pojte sem, pojte tja, ker je itak drama absurda. Saj UNESCO je predstavnik absurda. Ne? In, tako da se malo, na koncu se res malo skrižajo stvari in ja, povabilo pač k sodelovanju, k takim odštekancem, kot so UNESCO in podobni ljudje. Zame je vse to španska vas. Zato me ne morete razumeti. Če mi daš hrsto svojega moža, ti dam jaz copate svoje tašče. Za svojo služkinjo iščem enovitega duhovnika, da bi jo z njim poročil. Kruh je drevo, medtem ko je kruh tudi drevo in iz hrasta zraste slehano jutro ob zori hrast. Na koncu v bistvu, kakor izstopamo iz vloge ven, na ta način. Ja. Ker tudi drugače govorimo, gremo ven iz svojih likov, ker je pač tako vse skupaj nepovezano. Na to varianto smo šli. Čakam, da se bo rimski vodovod potrudil do mojega mlina. Lahko dokažemo, da je družbeni napredek boljši, če pa cukra. Dol s biksom! S črnim biksom ne moremo čistiti na očino. To je res, a s denarjem lahko kupiš vse, kar hočeš. Rajši ubijem zajca, kot bi jedel jajca. Duka. Nas zanima neka kvaliteta v smislu kreativnosti oziroma v smislu ustvarjanja ali pa v smislu umetnosti. Se pravi, od vsake folklore se distanciramo se od amerikanizacije, pač imamo neke svoje poglede na stvari in tam noter se zgleda dobro počutimo in zakaj pa tega ne bi delali. Dobro Ne, je bilo kar v redu. Je bilo kar v redu. No, Zmeri pa še plac za še boljš. ja. Tako da. Plavega. Ja, to je. Ne. Pa gled, pa idi naprej, pa še daj plavega. Zdaj ti bom zdaj povedal, zdaj mi ga grava, ti sami prižgane te, pa ti vam pošle skozi. To. Gre počasi noter. Sad ne mi bliže, prav? Jaz se tu nagibam, ker senco delam. Ni problema, daj. Ok, izvolite, v čem je problem? Problem je v tem, da recimo zunaj na podeželju dejansko nastaja več skupin. Vsake občine tudi podpira župan navadno kulturno dejavnost in te skupine iščejo komercialne komade, poceni burke, zabava, tisto, kar bi prineslo nekaj dohodkov v prazno blagajno kulturnega društva in skupini. Ampak vse to je fajn, ne? A ni fajn? Vsaka vas ima... Po eni strani je dobro, kvaliteta pa pada. Dej, a lahko nekdo govori, A je ravno oni? A je ravno ali ni ravno? Ti samo podaš otro. Samo da vidi, ki moča. Meni je. Matej, je ravno. Spodaj si ravno. To glej, oddaleč, še razliko med njegovo... Daj šotro. Dobre. Gre. Pa si ti mislila zanjo, da je ona tvoja najboljša prijateljica? Bila je moja edina prijateljica. Najboljša in edina. Ena in edina. Če imaš od nečesa samo eno, ne moreš reči, da je to najboljša od vsega, ne? Ker nimaš čim primerjati. Bila je neprimerljiva. Ne samo, da delamo težke tekste, ne gre za težek tekst, ampak delamo tekste, ki imajo neko kvaliteto. Ne? Se pravi, niso površni, niso trivialni, niso popularni. Na nek način, konec koncev je avtor tega teksta Harold Pinter, ki je naredil nagrajenec. Vnesel je v dramatiko 20. stoletja nek novum. Zdaj tile gospodje, pač, ki so učeni, imenujejo to teater absurda. Jaz ne bi rekel, da je teater absurda, ampak bi rekel, mislim, da je v svojem bistvu, v svojem iskanju nekega kontakta, je to teater
torej izrednega iskanja smisla, spravi ravno obratno. Jaz se je komaj spominjam. Sem jo že skoraj čisto pozabila. Vse, pravzaprav, kar se oni med sabo pogovarjajo, vse ima ene podtekste, ene podpomene, ki pa seveda koreninijo v njihovih odnosih izpred 20 let. V bistvu grizemo v zelo tudi kislo jabolko, ne? Mislim v pozitivnem pomenu. Tako da se zelo tudi trudimo, mučimo, lahko rečem, da pridemo do tega bistva, kajti če mi ne vemo, kaj govorimo, potem ne moremo tega na oder prinesti, ne? Kako? Bi ne bilo, dobra besedna zveza. Tega že dolgo nisem slišal. Če malo pogledamo ljudi, nas kako živimo, zadnjič sem ravno nekje prebrala, da 90% tega, kar čutimo, mislimo, čustvujemo, sploh ne izgovorimo. Zdaj nekdo, torej nek avtor, ki je senzibilen, ki je to napisal, je to opazil, je to napisal in seveda nam, igralcem in režiserju dal zelo težko, ampak zelo lepo nalogo, da to oživimo. Jaz sem pa vesel za Katie, da vas spet vidi. Veste, ona nima veliko prijateljev. Ona ima vas. Ne. Ona ni sklenila kaj prida prijateljstev. Čeprav je imela ogromno priložnosti za to. Morda pa ima vse, kar si želi. Ne, njej manjka radovednosti. Pa najbrž je srečna. Mislim, da se to skozi predstavo vidi. Mislim, da je družba dejansko na nekem kritičnem stanju, ne, medosebnih odnosov, ne, in to je Pinter v Angliji raziskoval. In mislim, da smo Slovenci zelo blizu temu. Se pravi, da se ta svet zelo bliža, ker pač klepimo tja in nas tisto privlači, ne, tako kot muho privlači kakšno blato. Ne. Vidite ta nasmeh? To je ta nasmeh, kot takrat, ko sem šel z njo po cesti, po najinem filmu, Odvečni človek. Kakšen se vam je zdel nasmehljaj? Prav lep smehljaj je. Daj, nasmehni se še enkrat. Saj se še smehljal. Ne, pa se ne. Vsaj ne tako, kot si se malo prej. Enega momentu predstave, ko zasveti v občinstvu luč. Tukaj je tudi zelo mislim, med njimi taka situacija se pravzaprav nekako... Lahko jaz povem. Ja, prosim. Mi smo danes prišli tule ob 2:30 ali ob 3 na oder in seveda je bil ta kot tega reflektorja, torej je bil napačno usmerjen. Ampak jaz sem gledal predstavo in moram reči, da je to, da smo dobili neko nadgradnjo, ker se mi zdi, da smo zdaj ta refleks tega hoteli prenesti, oziroma tako je bilo, smo prenesli v publiko. Ne? In to je v bistvu napaka. Ne? Mislim, mi tega ne bomo več v Mariboru delali, ne? Ampak se je pa zgodilo nekaj, kar je vsebinsko, mogoče nam je Bog pomagal, ali pa Harold Pinter. Zgodilo se je dejansko to, kar govorimo in se je zgodilo to, da je bil gledalec, verjetno je premišljeval, torej, da tist lahko tudi odseva del njega. Ne? Točno to, jaz sem bil tudi presenečen, ker sem pol komaj videl, da bi moral kot spremeniti, ne? Ampak ni bilo časa. To je ta fenomen teatra, ker je to živo. Ne? Linhartovo srečanje že pol stoletja predstavlja vrh slovenskega ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja. Z vsemi padci, ko je zmanjkovalo volje, denarja, idej in izzivov, in z vsemi vzponi, ki so kipeli od poguma, strasti, vznesenosti in želje po gledališkem ustvarjanju. Linhartovo srečanje, festival slovenskega ljubiteljskega gledališča, je osrednji spomenik osupljivi zgodbi razvoja ljubiteljske dejavnosti na področju gledališke umetnosti. A daleč od tega, da bi šlo za okamenelo tvorbo, ki vabi naš pogled v spomin na preteklost. Festival, ki leta 2011 poteka v jubilejni 50. izvedbi, je še kako živ.
Dovolite, da pozdravim vse goste. Ne želim nikogar izpostaviti. Prisrčno pozdravljeni v mojem imenu kot župan občine Postojna vam lahko zaželim in vam želim, da se dobro počutite nocoj in tudi naslednje dni. Vam, spoštovane ljubiteljice in ljubitelji umetnosti, pa seveda 3 dni lepih in dobrih užitkov. Rad bi pa pozdravil še pobudnika Linhartovih srečanj, ki je dal pobudo za Linhartove srečanje pred 50 leti, gospoda Janeza Karlina, ki je nocoj z nami. V Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti se še kako zavedamo pomena Linhartovega srečanja, na katerem lahko nastopijo le najboljše gledališke skupine, zato bomo za ohranjanje in razvoj ljubiteljskega gledališča z vso odgovornostjo skrbeli še naprej preko naših izobraževalnih programov in selektorjev, ki si leto za letom ogledujejo in ocenjujejo predstave gledaliških skupin na območnih, regionalnih ravneh, da lahko potem izberejo tiste najboljše. Zlati znak Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje sklad gospodu Janezu Karlinu, pobudniku prve revije dramskih skupin Slovenije, predhodnice današnjega Linhartovega srečanja. Tistimi, ki se z nečim z ljubeznijo bavijo, kot zveni to za vso ljubiteljsko dejavnost, je vedno lepo. Tu se tkejo prijateljstva, tu se sliši vedno kaj novega, tu so tudi kakšni nočni žuri imenitni. Skratka, takšno življenje sem doživljal in zaradi tega mi ni žal. Torej, lepa hvala skladu za pozornost in za lepe besede. Tatjana Košir ustvarja na odrskih deskah gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah že polnih 54 let. V tem času je ustvarila več kot 90 sijajnih vlog, s katerimi je samo na domačem odru nastopila več kot 1200-krat. Martin Mošic je v vseh teh letih občutno prispeval k razmahu slovenskega gledališkega ustvarjanja na avstrijskem Koroškem, kar pri mladi generaciji krepi estetske kriterije, etična merila in kritično svetovljansko ljubezen ter spoštovanje do slovenske kulturne biti. Z Linhartovo plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2010 se odlikuje Roman Žun. Najprej krož. Niti ficka nimam. Ni ficka, ni molitve. Ga bom prinesla, ko bo okrevala. Ne boš. Obljubim. Ne, rekla boš, da je okrevala zato, ker si se 3-krat zavrtela v krogu in čez levo ramo vrgla kravje govno. Pa če bi kravjek deloval, ne bi bila tukaj.
Točno, zato pa na dan z grošem. Konkretno ta tekst, kako ste se odločili zanj, a je režiserka predlagala tekst ali v bistvu... Obratno. Ne. On. Jan je predlagal. Ne, bom jaz povedal, Luka je to predstavo že videl, ker so jo igrali v Magaleju pred parimi leti in je rekel, da se mu zdela ful dobra, pa se pa štela, koliko igralcev je notri in sva preštela, da je to, kakor je nas in sva rekla, to bomo igrali. In pa so vsi, ampak režiserki je bilo pa všeč. Meni tudi všeč. Lahko sem prebral. Jaz sem prebral. Preko ti. Lahko najamete oba. Moja hčerka je plesavka in pol. A res? A plesavka? Znana pa je tudi po tem, da zna sem in tja olajšati breme celibata. To ne bo. Ne, težko je zbrati predstavo, zato ker pač ne moreš jih metati ljudi ven iz skupine, oziroma težko je pa nove dobivati. Tako da v bistvu se išče tekste za zasedbo, ne pa tekst, ki ti je recimo ful všeč, pa bi ga ful delal, ampak gre... Ja, v bistvu se oboje išče. Oboje, ne? Ampak predvsem, zdaj, ko bomo delali novo predstavo, mora biti to kolok v naslednjem tekstu. Pa še kakaj več po možnosti. Kaj ste? Obljubil sem mu nestrohneno truplo, neminljivega. Pa sem vam rekel, da bi mu morali obljubiti čudež. Pa ja, kakšnega majhnega že, ne pa neminljivega. Ja, zdelo se mi, da imamo zadosti časa, da ga najdemo. Kaj najdemo? Mislite, da jih prodajo na tržnici zraven rib? Pa tole ne bi moglo biti slabše. Ola, hoj. Svetniki pa so odrazen na oltarju, papež prihaja. Meni se je zdel ta tekst predvsem totalna partitura glasbena, ki je pravzaprav zafukan igrat. Zelo težko zahteva res v bistvu virtuoznega igralca. In pač smo probali to nekako doseči, ker je predstava dolga, smo pač seveda, tako kot je Jan omenil, telovadili zaradi kondicije, ker to je komedija, ker moraš šibati, ker moraš ponati, ker moraš imeti enostavno kondicijo, da to zdržiš in smo pač to telovadili, malo smo brali, pa kaj smo pogovarjali, smo se pa delali, vse je pa nastalo več ali manj iz improvizacij, pa nekih domislic, hitnih. Kaj je bilo to? Kaj? Oj, gorje hononi. Mislim, da je špansko. Špansko? Lepo plešete, gospa. Hvala vam, vaša milost. A je to vse, kar zna? Znam pesem o škarjancu in grlici. Zelo vsestranska je, ampak vse ima svojo ceno. Takrat je bila v bistvu še bolj aktualna, kot danes z mariborsko načo Fijo so se glih dogajale stvari, Pa z zidarjem. Pa z zidarjem, pa itak naš svet krize, s tem kapitalizmom turbo ne gre nikamor in pač je treba tudi o tem v gledališču govoriti. No, kje ste dobili to svetnico? To ni vaša stvar. Moja stvar je na poti iz Berneja sem. No, kako je zdaj svetnica? Ne morete, kar ste tudi njo izkopali. Kako to misliš? Ja, kakor svetega Jakoba starejšega ali pa vse tiste glave Janeza Krstnika. Ko ste pa zvedeli za to? Janeza Krstnika? Čisto slučajno sem padla v vašo dobro založeno shrambo. Nikoli mi niste povedali, da imate Janeza Krstnika. 17 komadov. 17? Je kar težko gledati na komedijo. Ne, pa ta igra je res taka, ker čisto vsak igralec ima svoje mesto in če ne moreš nič črtati, zelo malo, da bi lahko črtal, ker pol nekaj fali v zgodbi. Je tako res tesno napisana. Ja, tudi meni je všeč, ker res tle mora biti res ena ekipna, timsko delo in igra. Tudi na vajah se vidi, ali pa na kakšni predstavi, kakej zašteka, je hiter, se treba ljudi ven reševati, en drugega in tako, meni se tako rešuje.